Petkova, centrifuga. Nič od tistega, kar so mnogi dolgo napovedovali, se na tokratnih volitvah ni zgodilo. Ni zapihal nov veter, ni prišla slovenska pomlad, še vedno smo razdeljeni na pol in še vedno ni tretje poti. Ampak ker se je tale naš teden začel z volilnim molkom, raje začnimo s kričečo zmago, ki se je letos šele v 6. poskusu posrečila Tadeju Pogačarju. Niti padec le nekaj kilometrov pred odločilnim klancem, niti nalomljen okvir kolesa mu je nista preprečila, čeprav gre za Pogiju zelo neljubo konfiguracijo trase. Težko je opisati z eno besedo vse, kar se je danes dogaja, ampak res sem neizmerno vesel in ponosen na ekipo in vse kar smo se toliko trudili za ta cilj, tako da neverjeten dan. Dan kasneje je bila volilna udeležba presenetljivo visoka, skoraj 70%. Za mišjo dlako pa je presenetljivo zmagalo Gibanje Svoboda, ki je za SDS še kak mesec nazaj zaostajalo skoraj za polovico. So pa zaradi tega dvoboja trpele vse ostale stranke, tudi preostala člena koalicijskega trojčka sta pobrala zgolj ostanke. Tako se je Golob nemudoma zavedel, da bo tokrat sestavljanje vlade precej težje. Zagotovo bo treba vložiti v to precej potrpljenja, ampak smo na to pripravljeni. Tudi s tem namenom smo pripravili program za ambiciozno Slovenijo, okoli katerega želimo poenotiti stališča. To je program, ki gleda naprej, razvoj gospodarstva, domovi za mlade in pa močno javno zdravstvo brez čakalnih vrst. Jaz verjamem, da se bo marsikdo, ki ima mogoče na nekaterih drugih področjih drugačne poglede, lahko zedinil glede teh stališč. S tem bomo začeli, potem pa vidimo naprej. Janša se seveda s svojim porazom niti za hip ni ukvarjal. Kot vedno so bili na vrsti vsi drugi. Skupaj smo imeli sanjsko večino, pa je škripalo in smo imeli velikanske težave celoten mandat. Kako si predstavljate, da bo ta ista stranka, zdaj ko ima 12 mandatov, z nekimi majhnimi strankami oblikovala stabilno koalicijo? Lejte, Slovenija pa tudi svet je v taki situaciji, da potrebuje nekaj drugega, neko večjo stabilnost in naslednje volitve bodo predčasne, prej bodo, boljše bo za državo. Pri Janši ni nikoli prostora niti za drobec lastne krivde, nič novega. Če ne gre drugače, so napačna volišča, napačno štetje ali pa ciničen očitek, da znajo v vseh drugih državah pravilneje šteti in da njihovi računalniški programi delujejo, kot se za leto 2026 spodobi. Samo to ves čas prikriva sam sebi, da morda pa vendarle nekaj je na tem, da druge države nimajo Janše. In še dobro, da se pri nas nismo odločili za, bog ne daj, elektronske volitve. Si predstavljate, kako bi v primeru poraza SDS raziskal vse digitalne sledi glasovanj, najmanj tja do garaže Steva Jobsa? Logika našega večnega Kalimera, če pelje skozi rdečo, je kriv semafor, zakaj pa ni bil zelen? No, je pa res, da v primeru Janševe zmage te volitve sploh ne bi bile tako katastrofalno nepravilne. Če je bila razlika 1:2, potem bi mi to kupili. Če je pa razlika 1:4, 1:5, pa jaz težko kupim. Tukaj ni sporno tisto, kar se je dogajalo v času glasovanja. Tukaj ni bilo nadzora nad nepreštetimi glasovnicami, 5 dni, 5 noči. V najboljšem primeru pa Janša očita drugim natanko tisto, kar sam ves čas počne. Medtem ko sredi genocida v Gazi vihti izraelsko zastavo in ko bi Izraelcem postavljal spomenike sredi Ljubljane, očita vladi, da ni podprla južnoafriške obtožbe Izraela pred mednarodnim sodiščem v Hagu. Ali pa tista nedavna anekdota o Macronovi čestitki Golobu, ki jo je objavil celo v slovenščini, kar za Francoze ni kar tako. Janša je Macronu takoj odpisal, naj ne bo prehiter. Od vseh na svetu on res ve, kako je s tem. Spomnimo se, cel svet se mu je posmehoval, saj je bil edini predsednik vlade, ki je prehitro čestital Trumpu za drugi mandat, čeprav ga je takrat premagal Biden.
Od ostalih sta se najbolj pekoče obrisala pod nosom dva višje kategornika z velikimi ambicijami pred volitvami. Prebilič bo moral ostati v Bruslju, njegova stranka pa v zapečku. Seveda, zdaj, če bodo prevladali rezultati, katere ste omenili, bomo razočarani. To ne bo nobenega veselja. Vendar, moram povedati, da smo delali dobro, odprli smo teme, ki jih drugi niso in nekako bom rekel, da smo častno se borili na tem polju predvolilne kampanje. V opravičevanju neuspeha smo lahko torej slišali celo nekaj o razočaranju, kar je za slovenskega politika nezaslišano. Verjetno gre za evropsko šolo. No, Logar je s stranko sicer prišel v parlament, ne pa tudi sam osebno. Tudi zato je nemara izumil celo nov izraz. Rezultat je suboptimalen, ampak je pa temelj za naprej. No, mi smo demokrate naredili zato, ker želimo dobro Sloveniji. Tu osebni interesi ne igrajo nobene vloge, torej kakršnakoli osebna preračunavanja v tem pogledu z vidika neke prihodne koalicije ne igrajo nobene vloge. Dobro ste slišali, pod najboljši bi lahko novo geslo dodali v slovar Fran naši slovenisti. Morda je pa prav ta Logarjeva suboptimalna brezposelnost optimalna bližnica za Golobovo sestavljanko nove vlade. Brez službe je težko živeti, sploh če bo kmalu na udaru socialna država. Medtem se je ves ta teden, v resnici pa še kak teden prej, vsaj za povprečne državljane odvijal poseben resničnostni šov na Petrolovih črpalkah. Kot se namiguje, so hoteli podjetneži malo več zaslužiti, zraven pa še malo premešati volilne izide. Drži, danes smo imeli ponovno sejo vlade na temo preskrbe Slovenije z naftnimi derivati. Ugotovili smo, da v eni družbi, v tem primeru Petrol, še vedno ne izpolnjujejo pričakovanj ljudi, niti svojih dolžnosti. Zato smo sprejeli celo vrsto sklepov. Sklepi so vam pisno posredovani, jaz jih ne bi komentiral, tudi zaradi tega, ker je to v interesu bodočih preiskav. Po prvih inšpekcijskih ugotovitvah do praznih rezervoarjev ni prišlo samo zaradi premalo šoferjev in tovornjakov, pa tudi ne zgolj zaradi panike med kupci. V obdobju od 1.3., se pravi po krizi, do 21.3., se pravi do petka, smo beležili prodajo, ki je bila večja za 54% na vseh goriv. Kurilno olje je indeks rasti 300%, dizel 50% in bencin 28%. Vmes naj bi Petrol še malo skrbel za italijansko oskrbo z gorivi, saj naj bi jim dostavil 30 milijonov litrov, na domače črpalke pa celo pošiljal manj goriva kot ponavadi. Preiskava je v teku, cene so višje, volitve pa tudi že mimo. No, čisto nov veter in namesto pomladi čisto nov odmerek zime pa sta razmere spremenila na terenu, kot rečemo. Praktično vse predele Slovenije, razen osrednjega, so prizadeli sneg, mraz in predvsem rušilni veter, pred katerim so v četrtek celo prvikrat posvarili po SI-alarmu na mobilnikih. Streho je odkrilo, prišel je sunk, nenadni sunk in je vrglo vse dol. Kako hudo je v resnici bilo na teh posnetkih bolj od samih besed in vsebine, pričajo zvoki posneti med udari vetra. Ti so odkrivali strehe, podirali drevesa, električne daljnovode in drogove, škoda bo večmilijonska. 40% streh poškodovanih, resne poškodbe so pa na osnovni šoli. Jutri pouk in predšolsko varstvo v osnovni šoli Žirovnica odpade, kajti da otroci ostanejo doma. To, kar se tiče enot, tudi morala določene ceste zapira, kar je možno, pa odstranjuje drevje podrto. Sadjarji so se poleg vetra bali še mraza in znova ugotavljali, da smo v boju z naravo še vedno zelo skromno oboroženi. Sadjarjem in zelenjadarjem priporočamo, da uporabijo kakšna sredstva za krepitev rastlin. Pridelovalci, ki imajo sadne rastline in zelenjavo pod tuneli, naj odstranijo moker sneg v primeru visokih količin. Za zgodnji krompir pa priporočamo dvojno koprino. Seveda to velja samo v primeru, če kak tunel tak vihar sploh preživi v enem kosu ali da koprena ne poleti.
Po svetu pa je človeštvo v boju s samim sabo še vedno odlično oboroženo in po vseh vojnih žariščih so tudi ta teden leteli izstrelki vseh vrst. V žaru borb ljudje mahoma pozabljamo na tragedije v Ukrajini, Gazi, zdaj je pač v spredju Iran, Libanon in predvsem Perzijski zaliv. Vse bolj je tudi jasno, da današnjih vojn ne more več zaustaviti ne mirovno pogajanje, ne zdrava pamet. Ustavi jih lahko le še denar. Pravzaprav morebitna izguba denarja ali, če hočete, grožnja z upadom gospodarske rasti. V slednjem primeru se celo nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier nenavadno ostro odzove. Najbolj me jezi, da bi se bilo mogoče tej nepotrebni vojni izogniti, če bi bil njen namen Iranu preprečiti razvoj atomske bombe. Edino, kar lahko zaustavi Trumpa in njegovo rovarjenje po svetu, je domača javnost, vključno z jeznimi potrošniki in gospodarstveniki, ki tudi že na lastni koži čutijo posledice njegovih pravljičnih podvigov. Eden redkih, če ne edini državnik s konsistentno držo med svetovnimi politiki, španski premier Pedro Sánchez, je ta teden spet jasno in glasno rekel Bobu Bob. Vamos a exigir que esta guerra pare. Porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos. Zahtevali bomo konec te vojne, saj ni pošteno, da eni zažigajo požare po svetu, drugi pa moramo požirati pepel. Ja, žal nam je lahko samo to, da je ena izjema absolutno premalo, da bi se kaj spremenilo. Tako kot letos še posebej pribito velja, da prva lastovka ne prinese pomladi. Da bi se le čim prej namnožile, si želiva tudi Vjeko Mikes in Damjan Zorc.